Dr. Matic Pavlič je splošni jezikoslovec, ki je doktoriral iz slovenskega znakovnega jezika na Beneški univerzi. Sedaj nadaljuje z raziskovanjem slovnice tega jezika, predvsem tako, da vanj vključuje gluhe kretalce. Temu je namenjen tudi projekt Priročna videoslovnica slovenskega znakovnega jezika, ki ga dr. Pavlič tudi izvaja. Lepo pozdravljeni. Danes bova govorila o razvoju jezika pri gluhih otrocih. Da si bomo lažje predstavljali, rodi se gluhi otrok. Kaj to pomeni za otroka, za starše, za vso družino? Mama in oče sta najprej presrečna, seveda. Rodil se jima je otrok, hkrati sta prestrašena kot vsak starš. Če se pa rodi še gluh otrok, jaz bi bil na njunem mestu, po mojem, kar okamenel. Sploh v tistem času, preden sem poznal slovenski znakovni jezik, pa preden smo se spoprijateljili z nekaterimi gluhimi kretalci. Danes se mi zdi malo več vem o tem in zato bi tudi rad morebiti v nadaljevanju v nekih točkah to predstavil za vse tiste, ki iščejo te informacije. Najprej bi rad rekel, da očetje smo sploh nagnjeni k temu, da v stresnih situacijah iščemo rešitev in tukaj je treba takoj začeti iskati rešitev, ne sme se čakati. Hkrati pa tudi zelo pomembno, v katero smer se išče rešitev. Tukaj pa se mi zdi, da so mame tiste, ki lahko malo bolj usmerijo, predvsem v to, da ni zdaj bistvo iskanje nekega zdravila za gluhoto, ker gluhota ni bolezen, ampak predvsem v iskanje stika s tem otrokom. To je najpomembnejše v tem trenutku. Se pravi, gluhota ni nujno ovira v komunikaciji? Sploh ne. Nikakor ne v bistvu. Zato, ker če se gluh otrok rodi v gluho družino, v družino, ki kreta, ni povsem nobene ovire v komunikaciji. Torej, ovira je v okolju v resnici. In mi smo dolžni okolje tega otroka na ta način prilagoditi, mu zagotoviti, da bomo vzpostavili lahko z njim stik. To je naša dolžnost. Otrok pa seveda tudi išče stik. Vsak otrok išče stik s svojimi starši. In idealno v neki družini, ki kreta, se jezik izoblikuje. V vsaki gluhi skupnosti se jezik izoblikuje samo od sebe. In treba je biti na tej točki tudi poudariti, da obstaja ogromno znakovnih jezikov, recimo v Sloveniji v glavnem se uporablja slovenski znakovni jezik, ker kretalci z uporabo rok, mimike, telesa sporočajo na podoben način, kot v resnici v govornem jeziku, samo ta kanal je drugačen. Kaj bi torej pa vi kot jezikoslovec, ki dobro pozna osvajanje jezika in znakovni jezik, naredili, če bi se vam rodil gluhi otrok? Ja, prva stvar bi bila, da bi se dobro naučil slovenski znakovni jezik takoj, tečaj, vse, kar bi lahko. Druga stvar je, da bi celo svojo žlahto prisilil, da se ravna po istem kopitu. Tretja stvar je, da bi najel varuško ali pa nekoga, ki bi bil v stiku z mojim otrokom, pa je materni kretalec, se pravi, da kreta od rojstva. In četrta stvar je, da bi se, kolikor bi le bilo možno, da bi otroka vključil tudi v interakcijo z vrstniki, ki kretajo, se pravi v smislu vrtca, šole, kjer je večji delež teh otrok, ki dejansko kretajo. Tako da to, ja. Pa še mogoče za konec vprašanje, bi dali tudi operirati polžev osadek otroku? Absolutno bi, zato ker je pomembno tudi, da se otrok lahko kasneje v življenju v resnici vključuje v večinsko skupnost, v tem primeru v skupnost, ki govori na našem področju slovenščino. Ampak ja, noben slušni pripomoček ni čudež, ki se zgodi, da otrok spet sliši. To je pripomoček, za katerega je potrebno vaja. Medtem, ko za to, da otrok usvoji jezik, da se mu razvije jezik, pa vaja ni potrebna. Otroci pridejo v osnovno šolo, pa obvladajo jezik, da bi se enkrat spraševali o tem, kaj je to osebek, kaj je to povedek, da bi izpolnjevali vaje, da bi sedeli pa se učili. Tako da je zelo pomembno, da v bistvu otroku damo jezik na ta način, kakor ga vsi dobimo. Se pravi, na nek brezplačen način, brez truda. Super.
Najlepša hvala za te odgovore in verjamem, da bo v pomoč staršem, ki se soočajo. Hvala.